Evo, smo že pri tretjem nasvetu, kako biti učinkoviti na LinkedInu. In sicer tretja stvar, ki je tu zelo pomembna, je, da imate urejen profil. Namreč LinkedIn profil je kot ena pristajalna stran za vašo osebno blagovno znamko in zato je fajn, da jo izkoristite in jo opremite. Se pravi, ko nekdo išče po Googlu, je LinkedIn zelo visoko rangiran na Googlu in ko klikne nekdo na LinkedIn, fajn, da imate urejeno sledeče. Se pravi, da je fotografija ne iz leta 2000, se pravi, da je primerna sedanjemu času. Vsi smo lepi tudi, ko smo malo starejši, tako da dajte si ažurirati vedno vsa družbena omrežja in tudi seveda še bolj pomembno je to na LinkedInu. Potem izkoristite naslovno sliko za bistvo, da pokažete, s čim se ukvarjate, mogoče vašo unikatno lastnost, s čim ste drugačni od drugih. Pa že vzpostavite, izkoristite ta prostor za nekaj uporabnega, tako da bo takoj padlo v oči, ker to takoj, ko stranka, neki potencialni uporabnik LinkedIna pride na to stran, tudi vidi takoj, s čim se ukvarjate. In da še enkrat pri profilni fotografiji povem, naj bo to profilna slika, se pravi, da se vidi obraz, brez kakih sončnih očal. Fitnes trenerji, prosim, bodite oblečeni, primerno poslovno, ker pač na LinkedInu gre za profesionalno mrežo in temu primerno morajo biti tudi urejeni profili. Potem naslednja stvar, ki je zelo pomembna, da seveda profil je z imenom in priimkom. To naj bo za vsa družbena omrežja, razen na Instagramu mogoče, lahko malo mogoče pod kakim psevdonimom ali pa ne vem, kakšno umetniško ime si daste, ampak na LinkedInu se predstavljajo sploh po teh osebnih profilih, se dajte ime in priimek. Takoj potem pa tudi opis profila, kjer pa naj ne pišete samo direktor podjetja tega pa tega, ampak napišite dejansko, kaj nudite, kakšne so vaše rešitve, ki naj vključuje ključne besede vašega posla. To je zelo pomembno, ker ko ljudje iščejo na LinkedInu, ne vem, jaz rabim zdaj predavatelja za LinkedIn in če imate to, se pravi, v samem pač pod imenom, se pravi, to je ime, naziv vaš profila, boste tudi zraven med temi strokovnjaki, če tega ne boste imeli, vas bojo ljudje tudi težko našli, ker seveda LinkedIn omogoča tudi iskanje preko, se pravi, področja, branže, po določenem podjetju, se pravi, ogromno enih možnosti imate, da lahko pridete do nekih dotičnih vaših potencialnih strank ali kakšnih poslovnih partnerjev. Potem je zelo pomemben tudi povzetek, se pravi, to je kot neko motivacijsko pismo. Namreč LinkedIn je veljal včasih bolj za iskanje službe, se pravi, je bilo namenjeno kadrom, zdaj je to velika poslovna mreža in ta del izkoristite predvsem kot neko motivacijsko pismo, zdaj temu rečejo kadrovniki, ampak v bistvu, kjer ponudite vašo zgodbo in rešitve, ki jih zdaj ponujate za podjetja. Seveda na koncu pa nikoli ne sme manjkati neki poziv k akciji oziroma tudi vaši kontakti. Potem sledeče je, da zdaj imajo tudi neke novosti, se pravi, lahko izpostavite vaše najbolj, popularne objave, potem sledi vaša kariera, v bistvu kot neki CV, se pravi, življenjepis. Zelo pomembna so tudi priporočila, ki vam jih dajo drugi uporabniki na LinkedInu, in sicer vaši poslovni partnerji, vaše izjave zadovoljnih strank, kar ogromno tudi, se pravi, če nekdo drugi priporoča, je toliko bolj kredibilno. Potem vaše veščine in vaše tudi mogoče najbolj udarne projekte. Ampak ključno, kar prvo ljudje vidijo, je naslovna slika, profilna slika, ime in priimek in naziv. Potem pa seveda gledajo dalje. Ampak o tem več tudi na spletni delavnici. Tako da to v bistvu, kar sem želela danes povedati, dajte si urediti profile. Če tudi ne boste aktivni, vsaj imejte to urejeno, se pravi, to je vaš prvi vtis na spletu, ker LinkedIn je zelo kredibilno družbeno omrežje in je tudi visoko rangirano na Googlu, tako da se ga splača izkoristiti.